Ford pravi, da je to njihovo najbolj elektrificirano vozilo doslej. In res, Kuga je na voljo tudi kot mehki, klasični, pa tudi priključni hibrid. In prav učinkovitost je tisto področje, ki so mu pri Fordu tokrat namenili še posebno pozornost. Kljub temu, da je avto od svojega predhodnika večji, je zdaj lažji, pa tudi bolj aerodinamičen. Pri Fordu pravijo, da lahko sedaj s primerljivim pogonskim sklopom porabi približno četrtino manj goriva. In kar je mogoče še bolj pomembno kot zunanje dimenzije, pa je notranja prostornost. Zaradi vzdolžno-pomične zadnje klopi ima Kuga sedaj največ prostora v svojem razredu za noge, v drugi vrsti sedežev z pomičnimi sedeži, druge vrste pa tudi največji prostor za prtljago. 650 in nekaj litrov ga je ob nepodrtih zadnjih klopeh. No, največ goriva boste seveda lahko prihranili s takšno Kugo, ki ima tukaj ob strani vtičnico za polnjenje. Gre seveda za priključnega hibrida. Tokrat ima baterijo s kapaciteto 14,4 kWh, kar naj bi, po besedah Forda, zadoščalo za dobrih 50 km vožnje zgolj na elektriko. Takšna priključno hibridna različica je od klasične dražja za približno 5000. Seveda si Kuga veliko tehnike deli s Fordom Focusom, kateremu je, roko na srce, tudi zelo podobna. In to velja tako za zunanjost, kot tudi za potniško kabino, v kateri so nam stvari takole zelo domače. Se pravi, če se usedete v kabino, boste opazili vse te bistvene elemente, ki smo jih spoznali že pri Focusu, počutili se boste domače, sodobno, vendar domače, s tem, da je pri Kugi seveda opazno nekaj več premijskega blišča. Tudi izvedenke, ki jih ponujamo, ST-Line, ST-Line X, Vignale, gredo že proti prestižnemu razredu, ne? Kar se tiče zunanjega oblikovalskega jezika, najdemo zagotovo tudi podobnosti, je pa potrebno omeniti, da je Kuga pa kar bistveno večji avto od Focusa, je tudi precej zrasla v primerjavi s predhodnico. Pošteno se je razlezla tako v širino kot v dolžino praktično 9 cm, v širino 4,4, je pa nekoliko nižja od predhodnice. Poleg hibridnih so na voljo seveda tudi klasični bencinski in dizelski pogonski sklopi, pri čemer pa je zanimivo, da je v Kugi možno samodejni menjalnik dobiti zgolj z dizelskim motorjem. Vstopna različica Kuge je trenutno na voljo za 23 580 €. No, takšna, ki bi jo priporočili mi, se pravi s samodejnim menjalnikom in vsemi nujnimi varnostno-asistenčnimi sistemi, pa je na voljo za približno 30 500 €. Pozicionirani smo nekoliko više, vendar je zelo pametno dobro pogledati, kaj je vključeno v serijsko opremo. V našem osnovnem modelu boste našli serijsko opremo, ki jo pri kar nekaj konkurentih ne boste zaznali. Razen tega se nam zdi, da je ta nova cenovna pozicioniranost modela Kuge res ustrezna nekje na sredini razreda, če seveda gledamo novejše modele, ki imajo prisotne vse sodobne tehnologije za varnost in udobje. Še posebej pa bi izpostavil izredno konkurenčno ceno za priključnega hibrida, ki je v titanium izvedenki, to se pravi res že bogato opremljenem vozilu, vrednotena na slabih 34 000, kar je definitivno v tem trenutku ena boljših, če ne najboljših cen za priključni hibrid tega razreda. Kugo pa vam ponujamo tudi res v živo. Tokrat se bomo skupaj osredotočili na različne tipe hibridov v Fordovih vozilih. Čeprav se prometnih konic ponavadi izogibamo, se bomo tokrat podali naravnost vanje. Preizkusili bomo namreč izboljšano udobje v vožnji, ki ga lahko ponudi Kuga s pomočjo električne tehnologije in pa pametnega prilagodljivega tempomata, ki celo bere prometne znake. Tako boste preizkusili, kako se avtomobil v koloni sam zaustavi in nato tudi sam spelje. Kugo bomo primerjali tudi s klasičnim hibridom v Fordu Mondeu. No, ker si želimo zagotoviti varen test, moramo tokrat število udeležencev močno omejiti. Seveda pa bomo v skladu s trenutno situacijo poskrbeli tudi za vse varnostne ukrepe, avtomobili bodo razkuženi, nosili pa bomo tudi maske. No, prijavite se lahko na vseh naših omrežjih, na MMC-ju, Facebooku, YouTubeu, Instagramu, Twitterju in LinkedInu. Kaj pa morate za prijavo na test storiti? V komentar pod objavo zapišite, kateri izraz v slovenščini se vam zdi najbolj primeren za mild hybrid. Je to blagi hibrid, mehki hibrid, nežni hibrid ali pa kaj drugega?